Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Google je oznanil eno zanimivo novost. V aplikaciji Google Translate po novem ponujajo opcijo za izgovorjavo. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da vpišeš recimo, ne vem, zdaj sem jaz tesno naredil, najlepša hvala za darilo, in daš v španščino, kar bi bilo muchas gracias por el regalo. Ne? Bravo. To je zdaj moja španščina. Če pa bi se rad naučil španske izgovorjave, bi lahko potem posnel ta stavek in mi Google Translate oceni izgovorjavo, ponudi popravke in tudi da kakšen nasvet. Ne? Bravo, zelo uporabno. Zdaj recimo za nekoga, ki pride sem pa se uči slovenščino ali pa nekaj takega, bi bilo zelo primerno. Ali pa da se učiš kitajščino ali pa nekaj, ko moraš malo delati na izgovorjavi. Tako da to je ena majhna novost, morda lahko komu zelo pomaga. Trenutno pa je na voljo samo za španščino, hindiščino in pa za angleščino. Več jezikov pa verjetno še lahko pričakujemo v prihodnje. Tako greva se zdaj učiti. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Profesor Križanič, pozdravljen na mali petek oziroma petek, zdaj glede na praznično situacijo. Mislim, da je to najkrajši delovni teden v letu. Da bi se kar strinjal. In kaj prinašaš na ta čudovit dan, ko smo vsi veseli, ker smo zdaj doma? Napoved za jutri, ko se bomo za 1. maj, ker je pač legendarni praznik, spomnili tudi legendarnih hitov. Točno. Eden takšnih je zagotovo iz leta 70, My Sweet Lord od Georgea Harrisona, ki se ga bomo privoščili že danes. In to je bil njegov prvi solo hit, seveda član znamenite četverice z Liverpoola, ki so se pa malo pred tem takrat razšli. Skladba govori o vzhodnjaških religijah, kjer je George tudi študiral in verjetno marsikaj tudi pokadil kot ostali. Posnet je bil v Abbey Road studiu na istih snemalnih napravah, kjer so snemali Beatli, sodelovali pa so številni njegovi prijatelji, naprimer John Lennon, Yoko Ono in Eric Clapton, ki bo v soboto nastopil v Budimpešti, mogoče se pa vidimo tam. Skladbo My Sweet Lord je produciral legendarni Phil Spector, ki je bil zadolžen tudi za zadnji album od Beatlov Let It Be. Single je bil sploh prvi number one hit za katerega koli ex-Beatla, George pa je bil tudi prvi, ki je izdal samostojni album, in sicer Wonderwall Music. George nas je zapustil leta 2001, dobrih 20 let za Johnom Lennonom, no medtem ko sta Ringo Starr in Paul McCartney še vedno z nami, prvi je star 85, slednji pa 83 let. In če se kamo spravljate, ali pa če ste že tam, kako se reče, ne? Živel 1. maj, živel 1. maj za vse in tukaj je George Harrison in My Sweet Lord. Anja, prej sva omenila, da ker je Medvard na dopustu, bo dobil manj denarja, razliko pa dobiva midva zraven, ne? Tak je tudi pravično. Ja, in veš, kaj se je zgodilo? Kaj? Medvard se je malo prestrašil. Res? Takoj šel v akcijo in pripravil eno vsebino za Fras in Medvard Show, tako da dajmo preveriti. Halo, Tomaž. Halo, Fras, čuješ, nekaj sem čital. Bajeda po eni raziskavi najpogosteje na žaru pečejo Nemci, in to med vsemi Evropejci, v povprečju 19krat letno. Veš kaj to? Sledijo pa jim baje Francozi in Poljaki 17krat na leto. Naj ti samo povem, jaz osebno sem do danes, ko je 30. april, peko 21krat. Ti je jasno to? Do zdaj, kaj šele na leto. Kako povprečje te to je? Največkrat 19krat na leto. Ja, 21krat! Pa je niti ni 1. maj še, ko se bo tako peklo, pa drugega tudi. Verjetno. Toliko samo, to sem hotel povedati, tako da spoštovane in spoštovani, dajte se podvizati, pa malo bolj pogosto, ne samo nekaj brez veze. Adijo.
Adijo, hvala. Ja, malo bolj pogosto, da se dvigne to povprečje. Ja, absolutno se strinjam. Drugače pa super in lepo, Tomaž, hvala, da si se javil in hvala, da si spet povabil na piknik. Ja, tako domnevni, ne? Jaz upam, da ti čevap pade med gitre, pa ne en, ampak vsaj 3. Čas je, da se vprašamo vprašanje, ki ne potrebuje nekega spektakularnega, posebnega odgovora. To je vprašanje, kaj si danes oziroma videla. In seveda tudi vi lahko sodelujete, SMS 051 220 220, sicer pa Anja, kaj si danes videla? Jaz sem danes, ko sem prišla z avtobusom do avtobusne postaje tukaj, videla celo vrsto ljudi, starejših predvsem, in sem v prvem trenutku pomislila, kaj te delajo? Stali so pred banko in šele potem sem ugotovila, kateri datum je danes. Okay. V redu, zanimivo. Ja, kaj pa ti? Jaz pa sem videl danes na poti v službo eno gospodično ali gospo, ne vem, ki je imela kratke hlače. Jaz sem bil v jakni, pa jopci, pa kapo sem imel, pa to, ker je pač vseeno mrzlo še. Ja, hladno je bilo. Ona pa je bila v kratkih hlačah, pa je hodila zunaj. Tak da... Poletje je tu. Ja, za nekatere res. Pred nami pa večer kresovanj, ne, spet so prazniki tukaj, spet so tukaj kresovi, vreme je lepo, kar je super in po vsej Sloveniji bodo zagoreli številni kresovi tudi v Mariboru in okolici. Ampak ob vsem tem ne smemo pozabiti na varnost. Če nismo previdni, lahko gre hitro kaj narobe in da do tega ne bi prišlo, smo se pogovarjali s poveljnikom Mariborske gasilske brigade Primožem Osojnikom. Ja, kakšni so torej ključni napotki za varno kurjenje kresov, kaj pravi zakonodaja in na kaj morajo biti organizatorji in postavljavci privatnih kresov še posebej pozorni? Prvo moramo že vedeti, kam bomo pozicionirali kresovanje, ker ni dovoljeno v nekem gozdu, v nekih gozdnih robih ali v nekih prometnih cestah, mogoče tudi malo stran od objektov. To je tista prva stvar. Drugo, priprava samega kurišča. Kurišče mora biti sestavljeno oziroma narejeno iz nenevarnih materialov, nevnetljivih materialov, ne smejo biti eksplozivna, tudi odpadke ne smemo kuriti. Samo kurišče naj bo obdano z nekim peskom, kamni, opeko, da ni možno širjenja tega požara v okolico. In pa tudi očiščeno v obsegu 1 metra okoli tega kurišča. Ok, napotki so jasni, kar je super, ampak po prižigu kresa verjetno ga ne smemo kar nenadzorovano pustiti, ne? Nadzorovati se mora kurišče skozi z strani neke polnoletne osebe. Če pa gre slučajno za organizirano kresovanje, pa mora biti to prijavljeno na upravno enoto in pa tudi prisotni morajo biti gasilci, da izvajajo požarno stražo. Po končanju kurjenja je obvezno, da se ogenj pogasi in pa tudi prekrije z nekim negorljivim materialom, kot je pesek, zemlja ali kaj podobnega. So sicer kakšne omejitve, kdaj kurjenje kresa recimo ni dovoljeno? Če bo pihal veter, če je to neki močan veter, je prepoved kurjenja. V tistem primeru definitivno se ne sme kuriti, ali je prijavljen kres ali ni, ali je to domače, ali je javna prireditev, takrat pač kurjenja ni, če piha veter. In pa tudi, če bi bilo na katerem območju recimo razglašena večja požarna ogroženost, takrat tudi ni dovoljeno, ampak glede na vremenske napovedi verjetno ne bo prišlo do tega. No super, ja, po napovedi res, tako da upamo, da bo lep miren večer in da bodo kresovi lahko goreli, da ne bo kakih težav, prosim, previdno in po pameti danes večer, pa lepe praznike. Lepe praznike. Jaz pa malo sanjam o hrani, namreč naletel sem na en fajn članek o hrani, ki je nastala po pomoti. Veš, dosti stvari v preteklosti, odkriti različnih stvari, se je zgodilo tudi po nesreči, da so nekaj odkrili in tudi pri hrani je bilo tako, zdaj enih par sem izbral, ker so mi bile všeč, lučke na primer. Ja. En fant si je leta 1905 zmešal, pač nek sok je imel ali nekaj v kozarcu, pa si ga je zmešal in ga potem pozabil na okenski polici. Po noči je zmrznil, drugi dan ga je čakala lučka. Vrhunsko. Na, bravo.
Drugo, recimo piškoti s koščki čokolade. Ena gospa, slaščičarka, je v 30 letih prejšnjega stoletja pripravljala piškote, pa je zmanjkalo jedilne čokolade. Okay. Pa je uporabila pač tisto drugo, kaj je imela, neko navadno, ker je mislila, da se bo itak stopila. Pa se ni. In nastali so izjemni piškoti. In verjetno najboljša stvar, ki se je zgodila po pomoti, čips. To pa me res zanima. Baje v New Yorku en kuhar je v kuhinjo dobil vračilo pečenega krompirja, ker ni bil dovolj hrustljavo zapečen, premehek je bil na taki in je rekel, veš kaj, vzel je krompir, ga narezal na zelo tanko in ga vrgal v olje, ga odsvrl lepo in nesel nazaj in nastal je čips. Vrhunsko. Tako da, svetovno, upam, da še kdo si kaj takega po pomoti naredi, pa bomo imeli kako novo jed. Gremo malo skočiti v kino, v kinematografe ali pa pač, ko doma gledamo, kakšne fajn filme, kaj lahko pričakujemo zdaj od maja naprej, pa vse do avgusta. Imamo nekaj več informacij za te malo večje filme, recimo. 8. maja, to je že prihodnji teden, v petek, tako bomo gledali Mortal Kombat 2, Karl Urban, tokrat v vlogi Johnnyja Cagea. Če ste igrali igrice, toplo priporočamo gled najprej enke, potem pa torej kmalu še drugega dela. 22. maj, The Mandalorian and Grogu, oziroma za tiste, ki ste gledali serijo Mando in Baby Yoda, težko pričakovana zadeva iz sveta Vojne zvezd. Že zdaj lahko napovem, da bomo zato imeli v Mariboxu tudi premiero in za vas seveda vre karte. 5. junija lahko pričakujemo Masters of the Universe. Če ste gledali risanke, boste lahko zdaj He-Mana še uživo na filmskih platnih. 5. junija istega, torej na isti dan, pride ven tudi Scary Movie 6. Tako po 100 letih so se spet odločili, da bodo naredili še enega, tako da bomo videli, če jim je zneslo. 19. junija pride Toy Story 5, 17. julija Odiseja Christopherja Nolana. Ne on, ne Odiseja, ne rabite neke posebne predstavitve, komaj čakamo in tudi zato vam lahko razkrijem, da bomo imeli free karte in premiero v Mariboxu. Sicer pa še 7. augusta, naprimer Super Troopers 3, če še kdo tega ni gledal, izvrstna komedija Enka in Dvojka, vsaj za Enko lahko rečem, ker sem gledal iz leta 2001, fantastična zadeva za tisto, ko se ti ne da razmišljati, sedeš se, neki čips, kokice zraven pogledaš, se nasmejiš in greš naprej z življenjem. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.